Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o nevarnostih 5G tehnologije. O tej naslednji generaciji tehnologije prenosa podatkov se v zadnjem času vse več govori in tudi vse več je protestov, ki opozarjajo na nevarnosti te tehnologije. Pa bom povedal, kaj sem jaz do sedaj odkril glede tega. Menda je 5G tehnologija nekaj, ki potencialno omogoča, da nekateri zelo vplivajo na družbo. Slišal sem, da gre tukaj za orodje, ki omogoča programiranje medprostora, za vplivanje na misli ljudi. Seveda pa tega ne morem točno vedeti. Največ strahu je tukaj zato, ker nekateri menijo, da je to tehnologijo mogoče zlorabiti zato, da se cilja na določeno osebo, na posameznika, ki ga želi določena vladajoča skupina odstraniti, uničiti, narediti bolnega ali ga usmrtiti. To je tista največja nevarnost. In ne morem reči seveda, da te nevarnosti ne bo za uvedbo te tehnologije. Seveda pa potem tudi je vprašanje vpliv teh kratkih valov sevanja, kako bodo vplivala na druga živa bitja, na insekte, na živali, kako bo imelo vse skupaj kumulativni učinek v povezavi z obstoječimi sevanji, ki jih imamo, tehnološkimi. No, glede tega strahu, da bi se ta tehnologija uporabljala za izvajanje širšega genocida prebivalstva, ker nekateri imajo takšno ideologijo, da bi bilo potrebno globalno prebivalstvo močno zmanjšati, narediti zelo močen globalni holokavst. In v povezavi s tem pa sem tudi dobil informacijo iz nekega precej zaupanja vrednega vira, da že trenutno obstajajo celo sateliti, ki imajo zmožnost ustaviti srce vseh živih bitij na tem svetu. In da recimo na letališčih, ko greš skozi njihov rentgen, da ta naprava v bistvu tudi ugotovi, ne vem točno, kako se reče, ampak kot lastno tvojo srčno frekvenco, vibriranje srca, srčno uro, in da tudi na ta način prepoznavajo ljudi, ki so na večji stopnji prebojenja. Da potem to informacijo povežejo z potnim listom te osebe in da potem, če prepoznajo, da ta oseba želi kaj storiti, ker nočejo, da se to zgodi, lahko potem preko satelita ciljajo na tega človeka s to frekvenco in mu ustavijo srce. In da tudi so na ta način ugotovili, kakšne imajo frekvence druga živa bitja, živali, in da je to tudi razlog, zakaj se je v novicah v zadnjih mesecih lahko zasledilo množične pogine določenih živali, točno ozkih živalskih vrst na določenem geografskem področju, češ da je to posledica testiranja te satelitske tehnologije. Torej, kot je meni znano, že obstaja tehnologija, z katero je možno v trenutku izvršiti globalni genocid vseh ljudi in tudi vseh
živali na tem svetu. Torej, ta teorija, da bi bila ravno 5G tehnologija tisto ključno orodje, z katero bi vladajoča elita lahko ustvarjala genocid, ne drži. Torej, ta strah je odveč, ker že obstaja taka tehnologija, da bi se ljudi lahko pobilo. Potem pa seveda je vprašanje, kako bi ob uvedbi te 5G tehnologije ljudje reagirali, kako bi se odzvali. Marsikdo bo seveda veliko bolj občutljiv kot drugi. Imamo različna telesa, ki so različno občutljiva. Tisto, na kar bi pa jaz rad opozoril, je pa predvsem močan strah ljudi pred to tehnologijo. Strah na splošno je tisti, ki človeškemu telesu škoduje bolj kot pa neke stvari, pred katerimi imamo strah. Jaz to v svojih vlogih razlagam v povezavi z raziskovanjem te skupine, katere del sem že 10 let, z imenom Destiny, da v bistvu človeški oziroma umsko-zavestni sistem je tisti, ki izčrpava življenjsko silo iz našega fizičnega telesa. In je tisti, ki nas nekako prepričuje, da imamo razlog za skrb, za strah. Naš stalno proizvaja neke misli in skuša vzeti našo pozornost od zavedanja našega diha in univerzalne fizične realnosti v tem trenutku. Te misli nas lahko potem tudi odvedejo stran v razmišljanje, ustvarjanje negativne projekcije prihodnosti. In ta naša aktivnost v je tista, z katerimi mi dajemo dovoljenje našemu da pretvori fizično silo našega fizičnega telesa v to umsko energijo, za katero potem še bolj ojača svoje sposobnosti, da nas zavaja. Strah je torej tisti, ki je še najbolj nevaren za nas, za naše fizično telo. In vsekakor je priporočljiva previdnost glede 5G tehnologije, da se dovolj testira in dejansko preizkusi vse mogoče potencialne vplive. Toda, če imamo že mi sedaj vnaprej strah pred tem, kaj se bo zgodilo, ali pa če bi slišali, da so to tehnologijo uvedli in imamo strah samo zaradi tega, ker smo dobili to informacijo, potem smo mi tisti, ki dejansko škodujemo svojemu lastnemu fizičnemu telesu s tem, da smo dovolili sodelovanje v in da nam je vzel to fizično življenjsko energijo. Predlagam torej vsem, da so glede tehnologije previdni, vendar pa tudi, da sodelujejo pri podpiranju predhodnih raziskav na miren, čustveno stabilen način, da so notranje umirjeni in s tem bodo naredili največ za svoje lastno fizično zdravje. Potem pa še ena informacija. Ni ta tehnologija na osnovi elektromagnetnih valov edina, z katero bo možno zelo hitro prenašati podatke. Zasledujem tudi plazemsko tehnologijo, ki jo je odkril in razvil jedrski znanstvenik Mehrav Tevakoli Cash iz Cash Foundation. On sedaj v zadnjem času z močno podporo kitajske vlade razvija to tehnologijo za doseganje
miru in izobilja na celem svetu. S to tehnologijo plazemskih polj je možno v trenutku skomunicirati v realnem času, torej v slehernem trenutku prenesti katerokoli informacijo kamorkoli po vesolju, ne glede na razdaljo. To je tehnologija prihodnosti, o kateri so vse vlade na svetu že obveščene, že vrsto let, pa jo še vedno zatirajo. V sedanjem letu 2020 pa se celo načrtuje iz strani te Cash fundacije, da bodo na svetovne vlade pritisnili, da končno prenehajo z vsemi vojnami in kakršnimi koli drugimi poskusi škodovanju ljudi na tem svetu. Bo torej še zelo veselo in če kdo želi kakšne druge konkretne informacije v zvezi z tem, kar sem povedal, me lahko zaprosite za Facebook prijateljstvo. Najdete me pod imenom Valentin Rozman. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.